Primož Vresnik, Kačja kraljica, leta 1920. Ambrožev rizling je bil tako dober, da sta pajdaša polovico noči preživela ob praznjenju soda, ki ga je oče neštetih otrok prikotalil iz svoje temačne kleti. Ambrož je radodarno odvijal pipico, kar sicer ni v njegovi naravi in tudi ne v navadi, morebiti zato, ker se mu je vino zdelo slabo in bi se ga rad čim prej znebil. Za Poldka in Frančka pa je kisel rizling, ki se je razpuščal v kis, predstavljal odlično pijačo v teh julijskih dneh. Zaradi pivskih okoliščin sta se prebudila pozno. Prebudila sta se, ko je sonce peklensko žgalo in so slive v sadovnjakih modrele. Iz sadovnjaka je potegnil sladkobno opojen vzduh poletja, ki nas kopari z barvami in vonjavami. Mačkasto sta krevsala po kolovozu navzgor. Kolovoz pa je bil v tem času kakor odrta koža kakšne divjačine. Svetlo rjava barva se je na več mestih prav pravlično lesketala. Spet ju je žejalo. Presneta kislica, kako žejaš, je mislil Poltek. Kam greva? Proti Zrečam ali kam drugam z tega vrha? Pohorci moramo vse prepešačiti, sta mislila. Ampak nista prav vedela, kje sta. Odžejala sta se pri studencu in ugotovila, da ju ni čez vodo. Pričela sta se spuščati. Čakalo ju je presenečenje. Sredi kolovoza je ležal Macestov hlod. Glej, otesan hlod, porka duš, so ti kmetje čudni. Hlod ti pusti ležati sredi poti, je dejal Poltek in jo krevsal naravnost proti hlodu. Hlod pa je bil nekam čuden. Vlažno je sijal in cikcakast vzorec na njem je rahlo valoval, kakor da se ta podrtija od lesa celo premika. Ta hlod je nekam čuden, porka pje, je dejal Franček in korak mu je pričel bojazljivo zastajati. Domnevni hlod je postajal živahen in pričel vijugati sem ter tja. Sedaj pa se je dvignilo tisto, o čemer cela Dravinjska dolina govori že lep čas. Iz podrasti se je dvignil tisti del hloda, ki so ga praprotnice in glistovnice skrivale. Iz svinjske dušice se je dvignila in vzravnala velikanska kačja glava. Glava je bila podobna glavi zajetne krastače. Velike oči pa so imele precej srepega kačjega leska. Črn trakec v srepih rjavih očeh se je svetlikal z običajno kačjo svetlobo. Mama božja, je zavpil Poltek, čisto prestrašen. Kot baba se dereš, se je zadrl nanj Franček, ki se ni pustil zmesti. Iz cirkusa je pobegnila, kaj pa drugega? Kaj nisi videl plakata ob drevesu, da bo v Konjicah cirkuška predstava na prostem? Na plakatu je in prav tako dviguje glavo. Poltek te gostobesednosti sploh ni slišal. Povsem pa ga je prevzelo, ko se je kača oglasila. To je bil glas podoben dojenčkovemu joku. Zato sta bila oba možaka
kot vkopana. Kača je jokajoče cvilila, tako predirno, da te je zabolel bobnič v ušesu. Oba je oblil hladen pot sredi julijske vročine. Ne da bi se domenila ali se pogledala, sta jo ucvrla z vrha, kolikor so jo noge nesle. Nista se ozirala nazaj, nista preverjala, kaj je z laznino zadaj. Ko jo je kmet z zapravljivčkom v dolini želel vprašati, kaj se je zgodilo, mu nista odgovorila. Tekla sta, kakor da je razpisana denarna nagrada za tek. Končno pa sta umagala. Popadala sta na zelenico pred ograjo neke posesti. Kmet se ni dal ugnati. Obrnil se je in zapeljal pred njiju. S konjem se je ustavil in jo po moško vprašal: Imata žandari kaj opraviti? Obema je jezik molel do tal. Kako sta bila žejna šele sedaj. Končno pa je Franček vprašanje vrnil z vprašanjem: Kaj je cirkus te dni v Konjicah? Kakšen cirkus? Seveda je cirkus. Že lep čas v Banovini cirkus z davki in oblastjo. Ko sta kmetu povedala, da sta videla kačjo kraljico, ki se smuka tot okrog, od Zreč do Konjic in vse do Oplotnice, se je možaku zarisal izraz zdravega dvoma na obrazu. Do Slovenske Bistrice pa ne pride kaj. Mojo zdravo kmečko pamet preizkušata, kaj pijančka. Preveč časa imata za vse, le za delo ne. Če bosta pripravna, bi potreboval pomoč na njivi, zlasti septembra, oktobra, je bil povsem stvaren kmet Boltežar. Ponudba za delo je bila izrečena takoj, brez ovinkarjenja. Če bosta pri volji, se oglastita v zaselku Straža pri Oplotnici. Poltek in Franček sta zamežikala v sonce, ki se je režalo sem dol na zemljo in prispevalo k njuni žeji. Če ni cirkusa v Konjicah, morava kaj zaslužiti s to neverjetno pripovedjo v konjiških gostiščih. Ambrož je imel tiste dni opravke v Konjicah in srečal je pajdaša, kako sta vsa poklapana kolovratila po ozkih ulicah. V vsem podpohorskem svetu nista srečala poslušalca, ki bi jima verjel. Ambrož je za ves tisti privid, ki sta ga pajdaša doživela, krivil svoj špirit v sodu, kakor je svojo kislico imenoval. Ko človek poloka zadnje požirke iz soda, popije tudi strup, ki povzroča privide. Tropinovec je tudi v vinu, da bosta vedela, in tista gromozanska kača, ki sta jo videla na kolovozu, ni nič drugega, kakor privid. Jima je razsvetlil obzorje in jima pojasnil, da ni človeka, ki bi jo videl. Ni človeka, sta ga zgroženo vprašala v en glas. Seveda ga ni, je bil kratek kmet Ambrož. Midva sva jo videla in dva sta več kot eden, Ambrož, dva sta več kot ti, kurji tat, se je razjezil Franček. Ne boš najo ugnal, nekdaj si bil kurji tat, nič boljši, kakor sva midva sedaj. In zdaj trobentaš, da sva pijana. Temeljito sva se streznila. In neznansko naju je žejalo tisti dan, dokler nista srečala tisto vlažno in ostudno kačo.
dokler nisva srečala tisto vlažno in ostudno kačo. Še najbolj je bila podobna smokulji. Ampak smokulja je drobcena proti tej živini, ki je jokajoče cvilila, kakor dojenček, je skušal pripovedovati na moč prepričljivo Franček. Posrebrene pajčevine so se svetile v jutranjem soncu. Na več mestih so povezovale mlade veje, ki so za svojo gostostjo že ustvarjale sence. Pajčevine so bile na vrhovih hoj in smrečic. Zdelo se je kot strgana čipkasta zavesa, ki je stala in se povešala na drevju. Gost vzduh po svežini in trohnobi je vel iz mešanega gozda. Nič ni pomagalo, pajdaša sta morala to jutro v bližnjo oplotnico na pošten način zaslužiti kruh.